Tako blagoslovijo človeka in ga pokopljejo po krščansko. On pa, ne da bi mirno spal in čakal Božje sodbe, zame ne bo več mirne noči. In pokopališče je tako blizu. Če bi poškropili prag in okno z blagoslovljeno vodo. Dobro bi bilo, je pokimal Klapec. Ampak po pravici rečeno, ne bojim se mrličev, nikomur še nisem storil hudega, temu razbojniku celo ne. Tisti naj se ga boji, ki ima kaj na vesti. In spet so se spogledali vsi trije. Pojdi zdaj, Marta, pokliči gospoda. Miha je vstal in se je napotil v hlev. Kuharica pa je šla budit župnika. Težka je bila pot. Noge so ji bile okorne od ponočnega, komaj prestanega strahu. Stala je na stopnicami, nisi upala potrkati, še proti Durim ne pogledati. Prijela je naposled za kljuko in se je zelo začudila. Duri so bile samo priprte. S plahim korakom je prestopila prag. Prva soba je bila prazna. Potihoma, po prstih je stopala proti spalnici in srce ji je bilo težko, stisnjeno od groze, kakor po noči, ko se je plazila skrivnostna senca mimo okna. Tod je hodil, je pomislila in se je pokrižala. Tudi v spalnico so bile Duri samo priprte. Odpahnila jih je narahlo ter je pogledala v izbo. Župnik je sedel na stolu, poleg postelje, globoko sključen, čelo skoraj na kolenih in obraz zakrit z rokami. Oblečen je bil, čevlji so bili rosni in suknja je bila spodaj o robu oblatena. Klobuk je ležal na tleh. Jezus, Marija in vsi sveti angeli Božji. Z omalovajočimi koraki se je vrnila kuharica v kuhinjo, sedla je na stol in dolgo ni izpregovorila besede. Naposled so se ji usule solze po licih. Molite, ljudje, molite za Gospoda in za njegovo ubogo dušo. Stali so ljudje in so ugibali. Niso mogli uganiti. Takega pogreba še ni doživela vas. Posegel je človek, da bi zgrabil skrivnost, no, segel je v meglo. Vršilo pa se je po vrsti takole. Navsezgodaj je prišel k župniku cerkovnik in je dejal: Tistega potepuha, ki je poginil v hlevu brez zagramentov, zagrebemo pa kar tako in brez ceremonij, tja v kot, kjer so pokopani tatje in razbojniki. Kako? Je vzkipel župnik in je ves zardel. Kako govoriš o krščanskem človeku, da bi le prišel po noči in te zgrabil za ušesa in te pošteno stresel? Nič brez ceremonij. Prišel je človek in je umrl v mojem hlevu in zatorej je moja skrb, da ga pokopljemo po človeško. Le brž se napravi in pokliči pogrebce in v črno naj se oblečejo in tudi pevcev poišči, da mu bodo zapeli na grobu.
sam pa pojdi in mu zvoni z velikim zvonom, zato, da zadobi njegova duša mir. Cerkovnik se je čudil in je šel po stopnicah in se je čudil zmeraj bolj. Umrla je lani stara kovaška, pobožna ženska, napol svetnica, pa ji nismo zvonili z velikim zvonom in nikogar ni bilo, da bi zapel na grobu. Tudi meni, kadar me pozove Bog, ne bodo peli. Tako pa pride potipuh nevernik morda. Nejevoljno je stresal z glavo in na dvorišču je celo pljunil. Takoj se je razleglo po vasi, po vsej dolini in celo preko hribov. Nekaj neprijaznega je leglo na srca, zlovoljno so gledale oči. Prišel je bil ponoči, živa duša ne ve od kod. Razcapan je bil in neumit in je poginil v hlevu, kakor brezbožna žival. In glejte, zvoni mu na fari z velikim zvonom. Črno oblečeni pogrebci nosijo rakev, spremljajo župnik sam in ob grobu pojejo pevci žalostinke. Čudna znamenja. Nič dobrega ne hrani prihodnost. K župniku je prišel mizar in se je odkril in poklonil na pragu. Rakev mi napravi, je zapovedal župnik. Trdno in pošteno rakev, iz nočnih hrastovih desk, tako da ne bo stroknela nikoli. In da je 100 in 200 letih ne bodo preglodali črvi. Lepo jo pobarvaj, tako da se bo svetila in bel križ, velik bel križ napravi na pokrovu. Šel je mizar in se je čudil. Ko je stal pred hišo in tesal rakev, iz težke hrastovine so prihajali sosedje in so gledali s temnimi očmi. Kdaj, prijatelj, boš tesal meni tako rakev, tako lepo pooblano in pobarvano, s tako velikim križem? In jaz sem krščanski človek, nikogar še nisem osleparil, z nikomer se še nisem tožil. Zamolklo je zazvonilo, razleglo se je glasneje, ves zrak se je stresal nad faro in se je tresal neprestano, kakor v skrivnostni bojazni. Spogledali so se ljudje in so se odkrili. Srca so bila težka, žalostnih slutenj polna. Komaj je ugledal župnik mizarja, ki je peljal na vozičku rakev na pokopališče, se je napravil tudi sam. Toliko, da se je še utegnil pokrižati. Pred mrtvašnico je došel mizarja. Kako si napravil? Trdno rakev, če bi se človek s pleči uprl, ne bi odrinil pokrova. Župnik je pogledal jezno. Kaj pa govoriš? Kakšne neumnosti? Saj ne bomo zagrebli živega človeka. Sklonil se je in je pobožal s pestjo na pokrovu. No, res bi ne odrinil pokrova, ampak ob straneh. Ali so dovolj močne deske ob straneh? Kakor jeklo, če bi se uprl s komolci, ne bi jih razmaknil. Župnik se je vdaknil globoko in si je obrisal z robcem čelo in lica. Tako naj torej spi tu notri v Božjem imenu. Ozrl
še enkrat narakal in je zamrmal. Ampak boljše bi bilo, če bi bila lita iz železa. Mizar je odprl usta in je pogledal topo, toda rekel ni ničesar. Tako počasi je mineval dan. Tako leno je romalo sonce proti goram. Župnik je čakal pogrebcev, ki so se mudili, neverniki brezskrbni po krčmah in drugih brezbožnih krajih. Vdrugič je zapel veliki zvon in župnik se je napotil proti cerkvi. Ljudje so se zbirali na pokopališču, nabralo se jih je čudovito veliko in kmalu je bilo pokopališče vse polno, vse do zida. In kakor, da bi se bili domenili, vsi ljudje so bili prazniško oblečeni, stali so odkrito na stezah ob gomilah, za vegastimi križi, nihče ni spregovoril glasne besede. Tesna so bila srca. Nikjer bi ne opazil človek tistih veselih, zadovoljnih obrazov, ki so drugače pogrebcev čednost. Stisnjene so bile ustne in v tla so gledale temne oči. Ali tudi žalosti ni bilo na nobenih licih, v nobenem vzdihu. Senca, ki je polagoma zagrinjala pokopališče, ni bila bridkost. Bojazen je bila, toliko nemirnejša in groznejša, ker ji človek ni poznal izvora in ni vedel, od kod se bliža zlo in v kakšni podobi. Polagoma se je nagibalo sonce, že se je skrivalo za goro. Še zmeraj so prihajali ljudje, neznanci iz daljnih krajev, ki jih prej živa duša ni še videla na fari. Ob železnih vratih se je prikazal celo človek v pisanem zimskem kožuhu in z visoko črno kučmo na glavi. Opiral se je ob palico in je gledal z začudenim in nespametnim pogledom proti mrtvašnici. Ženske, nadložne starke v širokih zelenih oblekah so cmokale s tenkimi ustnicami in rožljale z molki. Prišel je župnik in cerkovnik je šel pred njim s kropilnikom. Naravnost proti mrtvašnici je stopal župnik in se ni ozrl nikamor. Njegov korak ni bil trden, zdelo se je celo, da mu noge nekoliko opletajo. Glavo je imel povešano, gledal je v tla z nagubanim čelom in z strnjenimi obrvmi. Čutil je morda, da se je oziralo nanj tisoče oči. Kako se je postaral, je zašepetala ženska za njegovim hrbtom. Šele od včeraj se je postaral, prej ni hodil tako sključen in tudi lasje še niso bili tako sivi. Težka skrb mu leži na duši. Župnik je stopal v mrtvašnico, sveče so gorele, okoli nizkega odra so stali pogrebci. Neznanec je ležal v rakvi. Že je udarilo kladivo, prvikrat po pokrovu, in zamolkel zvok se je razlegel daleč preko pokopališča. Župnik je iztegnil roko. Stojte! Kakšni žebli so to? Človek krščanski, to so bucike. In če bi se z mezincem dotaknil pokrova, bi ga vzdignil, kaj šele, če bi se uprl za rameni. Le brž stopite po druge žeblje, poštene, trde žeblje, tako da bodo držali kakor smrt. Ne mudite se predolgo, zakaj sonce že zahaja. Stali so pogrebci
in so molčali. Hladno je bilo v mrtvašnici, hladna groza je legla na srce. Neznanec je ležal iztegnjen v rakvi, bose noge so se dotikale vznožja, roke so bile prekrižane na prsih. Obraz ni bil več tako suh in upadel, ker je bila brada pristrižena. Ustnice so se nalahno smehljale in skozi špranjo desnega očesa se je svetilo kakor radoveden in hudomušen pogled. Prišel je človek in je prinesel polno pest žebljev, trdnih, poštenih žebljev, in kladivo je zapelo. Ne tako dolgih presledkov, je ukazoval župnik. Zabili karajši busiko na vsakem oglu. Ali pa bi z moko zalepili. Samo za palec drug ob drugega naj bodo žebli in krepko zabite, pošteno udarite. Zmerom tesneje je bilo pogrebcem, pričam neusmiljenega početja. Zazdelo se je Marku, mizarju, da zabijajo v rakev živega človeka, in zazeblo ga je. Zakaj takisto, gospod, je zaklical cerkovnik. Župnik pa se je razsrdil. Kaj bi bilo tebi prav, da bi blodil po smrti, kakor vešča, kot je duša vsa od vrh do tal z grehu obložena? Moli, rajši, moli. Veliki zvon je zapel. Vzdignili so rakev. Ob tistem slovesnem trenutku so se ljudem zasolzile oči. Bilo je kakor slutnja, velika nezgoda, kakor ponižna prošnja za milost in usmiljenje. Grob ni bil daleč, 20 korakov morda od mrtvašnice. Po zapovedi župnikovi so bili izkopali globoko jamo in rumena prst je bila visoko nagomiljena ob grobu. S pojočim, tresočim se glasom je molil župnik. Zazibala se je rakev, ropotoma je zdrgnila v jamo. Župnik je molil, in ko je molil, mu je zamigljalo, zatrepetalo pred moči in odluščila se je plast prsti pod njegovimi nogami. Omahnil je, nagnil se je z vsem telesom. Bog se usmili, je zaklical človek zadaj. Bog se usmili njegove duše. Župnik se je osvestil. Zavzdihnil je globoko in se je ozrl, njegove oči so bile rdeče obrobljene in so gledale motno. Zašumelo je med ljudmi od zidu do zida. Nekateri so se pokrižali. Človek v zimskem klobuku je plaho pobegnil. Počivaj v miru, je zaklical župnik in je škropil preko groba v znamenju križa. Počivaj v miru, je zaklical glasneje. Trepetajoča prošnja je stokala v njegovem glasu. Gruda je zabobnela po pokrovu in pevci so zapeli žalostinko. Daleč je segala pesem in čudno žalostna je bila, tako da se je stiskalo srce od neznane bolesti. Nenadoma je prerezal pesem srdit in hripav glas. Kako vam mečete, kaj počnete, je klical župnik. Otrok bi privzdignil tako zrahljano prst. Trdo položite in ti, cerkovnik, stopi dol in potlači z lopatom, z nogami.
Zmerom bolj rdeče so bile njegove oči, nemirno in motno so gledale, obraz mu je bil zabuhel, toda krvi ni bilo v njem. Tako so nagomilili silno gomilo, pač seženj visoko. Potni in trudni so stali pogrebci ob grobu. Utrujenost ni bila samo v rokah, segla je bila tudi v noge in v srce celo. Zdaj pa se napravite, je ukazal župnik. Napravite se in prinesite tisti veliki kamen, ki leži brez potrebe tam za mrtvašnico. Prinesite ga in ga položite na gomilo. Šli so pogrebci in so prinesli velik in težak kamen. Morda zavržen spomenik z neznanega, pozabljenega groba. Omahovaje in težko sopeč so nesli kamen in so ga zvalili na gomilo, tako da se je usedla za ped globoko. Župnik se je vdahnil, kakor da bi se bilo to težko breme odvalilo z njegovih ramen. Počivaj v miru. Na ustnicah pa mu je zatrepetal smehljaj in za trenutek se je zasvetila škodoželjnost v njegovih očeh. Kaj praviš, cerkovnik? Ali je človek na svetu tako krepak, da bi za svojimi pleči razmaknil to gomilo, odvalil ta kamen? Cerkovnik se je umaknil za korak in ni odgovoril. Župnik pa se je nasmehnil še bolj veselo. Da, celo prešernost se je prikazala na njegovem obrazu. Kako misliš, dragi moj, da bo pač pogledal polnoči, krepko držeč žebli, trdni pošteni žebli in zelo soliden je tudi pokrov. Le poslušaj o polnoči, kako bo stokal, upiral se v potu obraza, ali kamen se niti ganil ne bo. Cerkovnika je izpreletelo hladno po hrbtu in pokrižal se je s tresočo roko. Župnik je umolknil in spet je bil resen njegov obraz. Postal je še enkrat se je ozrl na gomilo. Počivaj v miru, popotnik, in privošči počitka tudi drugim krščanskim ljudem. Truden je bil župnik in globoko je klonil glavo, ko se je vračal s pokopališča. Pozdravljali so ga ljudje, toda pozdrav je bil hladen. Ozirali so se nanj z mrkim in plahim pogledom. Po tem težkem opravilu, tako je dejal župnik županu in učitelju, po skrbeh te noči in tega dne se spodobi, da izpraznimo kozarec vina. Mrtvec je bil moj gost in tako je treba, da mu po lepi krščanski navadi napravim pogrebščino. Pojdita z menoj. Šli so v Farovš in kuharica je prinesla vina in pečenke na mizo. Že po prvem kozarcu so se razjasnili, so zardeli obrazi, veselo so se zabliskale oči in zmerom glajše je tekla beseda. Kaj se vama zdi, je vprašal župnik prešerno, ali ga nisem imenitno spravil, dobro zaklenil, kaj mislite? Poreče, kadar so v zdrami ob polnočni uri, upre se z onemoglo silo, se osvobodi, ne more. Zares, smili se mi skoraj v popotno ubogi.
Pijano so gledale oči učitelja in župana, ali v pijanosti so se začudile. Močno je vino, gospod župnik, zelo vam je seglo v trudno glavo. Župnik pa se je zasmejal. Močno je vino, jaz ga pa nesem vedro na svojih starih ramah in prav nič ni seglo v glavo. Ali ga nista videla, ko je ležal na odru in se je škodoželjno smejal skozi špranjo desnega očesa? Ni vedel siromak, kaj ga čaka, ni pomislil na trdne poštene žeblje, ne na silno gomilo, tudi ne na težki kamen. O, prijatelja, lahko mi je zdaj pri srcu, trčita z mano, veselje živim ljudem, mrtvecem mir. Čudila sta se, ali tudi strah se je prikazal v očeh. Župnik se je smejal glasno in razposajeno, trkal je za tresočo se roko in vino se je razlivalo po mizi. Učitelj je vstal. Mir tudi živim ljudem, gospod župnik. Pozno je že, skoro se že bliža polnoč. Ali vas je strah, ni treba, težak je kamen, trdni so žebli. Res, gospod župnik, strah me je, če vam takole pogledam v obraz. Nisem vas še videl takega. Pomladil sem se pač to uro. Zakaj veliko, prijatelja, veliko sem doživel ob teh čudesnih dneh. Tudi župan se je bil napol streznil in ni mu bilo prijetno pri srcu. Stal je ob durih s klobukom v roki in mudilo se mu je na cesto, zakaj zatohel je bil v sobi zrak in je dišal po mrtvecih. In po noči, kadar udari polnoči, je govoril veselo župnik, ko je odpiral duri, o polnoči, prijatelja, se uzrita skozi okno na pokopališče. Majal se bo težki kamen, gibal se bo narahlo, ne bo se odvalil. Učitelj ni poslušal do konca in je hitel po stopnicah navzdol. Trušč in smeh se je oglasil spodaj. Tam so pili pogrebci. Sam je ostal župnik in takoj se je zganila globoko v srcu, zakljuvalo je naskrivoma. Obrvi so se pomaknile niže na oči, spet so se tresle trudne noge. Mislim, da je kamen le premajhen. Jutri, res jutri že jih navalim še dvoje na gomilo. Sedel je za mizo in je pil. V tistem trenutku, ko so bile zaprle duri za učiteljem in županom, se je vzdramila ura na steni. Kazalca, prej tako lena in zaspana, sta se pomikala čudovito hitro. Ozrl se je župnik na uro in izpreletelo ga je kakor strah. Skoro na jok so se mu nabrale ustnice. Oh, ne, tako majhen je kamen, tako lahak, da bi ga odvalil z mezincem, in pokrov je kakor od papirja. Zasmajal se bo prešerno, pokrov bo odletel in kamen bo obležal ob razmaknjeni gomili. Izpraznil je poln kozarec in obšlo ga je upanje. Zgodi se, kakor je božja volja, slečem in ležem in se zakrijem preko oči. Pol ure dela bo imel, preden se pripeha iz groba. Pokopališče je zaklenjeno in zaklenjen je farovš in mizo
postavim pred duri. Ozrl se je na svetilko, ki je visela od stropa, in je zapazil strahoma, da luč pojema, umira. Privil jo je visoko, toda plamen je skopnel takoj in je gorel mirno, zaspano. Župniku so se šibile noge in roke so se mu tresle. Ni postavil mize pred duri in tudi ni legel. Počasi, s povešeno glavo, potatinsko se je napravil iz sobe. Samo da pogledam skozi okno, samo za hip. Treba je, da vidim, kako se brani moj kamen. Šel je preko temne izbe, preko druge in tretje prišel je v knjižnico. S plaho, tresočo se roko je odgrnil zastor, tako da je zasijalo v izbo svetlo jesensko nebo. Visoko je že svetil mesec, zvezde so bile prižgane. Zgodi se, kakor je Božja volja. Oglasila se je polnočna ura. Župnik se je ozrl na gomilo. Narahlo se je zganil kamen. Zazibal se je na desno, na levo in se je odvalil. Zdaj pa pomislite, ljudje, kaj se je zgodilo pred 25 leti. Lahko bi tudi rekel pred 30. Zakaj? Čas hiti. Dogodki se pode jadrno mimo in kdo bi štel ure in minute. Dolgočasen septembrski dan je bil. Deževalo je v tenkih, gostih curkih, neprestano, tiho. Blato je segalo že do gležnjev, rumena voda je bila stopila iz potoka in se razlila po travniku. Nikogar ni bilo na cesti. Včasih se je prikazal v oknu zaspan, zlovoljen obraz in se oziral proti nebu. Ob tistem času je stopila babica iz nizke hiše na klancu skrite. Starikava, debela ženska je bila. Izrejenega obraza so gledale drobne, dobrodušne oči. V naročju, na iztegnjenih rokah, je nosila majhno, poldolgomato breme, s ščipkastim prtom pokrito. Nerodno ji je bilo, ker je morala držati v roki dežnik, ker bi si bila rada tudi krilo privzdignila, ki je bilo kmalu oškropljeno za 2 pedi visoko. Ob takem vremenu gonijo človeka na pot. No, več je vredna krščanska duša nego nedeljsko krilo. In tudi štruce ne bo. Komaj da bo goldinar. Bog vedi, od kod je priromala ženska. Otrok je že skoro in tudi omožena ni. Pregrešen je današnji svet in zmerom bolj brezbožen. Zibala se je previdno in počasi po blatni cesti. Izogibala se je širokim lužam, toda kamor je stopila, se je udrla noga globoko v blato. Dež je potrkaval na dežnik in kmalu so curljali od njega tenki curki. Nikogar ni srečala na cesti, samotna je bila vas, potopljena v dež in blato. Včasih se je ozrla babica izza dežnika, če bi ne prišel naproti spodoben in usmiljen človek, da bi kumoval siroti in greha porojeni. Bog se ga usmili, nikogar več ne bo, da bi mu vrgel vsaj goldinar v zibko,
Cerkovnik ga bo držal in bo jutri že pozabil na krst in ime, ali pa morda pijani jaka in siromače bo že ob krstu zaduhalo žganje. Dal Bog, da bi ne živelo. Pred hišo je stala debela ženska in je gledala s čemernim obrazom v sivi dež. Kam, babica? V cerkev. Ženska me je prosila, otrok morda ne doživi jutrišnjega dne, povila je prezgodaj. Ali je kaj povedala, od kod da je? Čemu je prišla v vas? Toliko vem, kakor nič, besede ne spravi človek iz nje. Leži tam in gleda v strop. Še juhe ni marala, silite sem jo morala. Miha pravi, da jo je videl v mestu, gosposko, da je bila oblečena. Kdo bi vedel, prosila je, da bi prišel kaplan, pa je prišel župnik in tudi danes mi je rekla, ko sem napravila na pot. Kaplan naj pride, recite mu, da naj pride. In me je pogledala s tako velikimi očmi, da me je izpreletelo. Ženski sta se spogledali. Naj bo, kakor je božja volja, je vzdihnila babica. Pregrešen je svet in kdo bi sodil. Otrok je nedolžen, pa trpi že ob rojstvu, še botra nima. Ali je fant ali je dekle? Fant je, mati bi rada, da bi bil Franc. Če bi bilo dekle, bi jo držala, škoda. Kaj pa mož? Ej, nadloga, v krčmi je. Babica se je zibala dalje, roke so jo že bolele, cerkev je bila daleč. Da bi vsaj kdo prišel, ki bi mi držal dežnik, ampak ob takem vremenu sede za pečjo in se ne zmenijo za človeka. Tam, kjer se je cesta nagnila, preden se je vzpel v klanec proti cerkvi, je stala nizka, umazana koča. Babica je potrkala z dežnikom na okno. Ali je Jaka doma, da bi šel za botra? Na pragu se je prikazala suha ženska. Doma je, Bogu bodi položeno, doma, ampak na peči leže kakor klada in smrči. Prišel je domov in se opotekel in je rekel, da je papež. Babica je zmajala nejevoljno z glavo. Zdaj pa išči botra, naposled ga bo res držal cerkovnik in nihče drug. Jaka vsaj zapiše, komu je boter, zato da ne pozabi, cerkovnik pa je nemaren človek. Ženska na pragu je pomislila, kaj bi ne stopili malo noter in počakali, saj se bo klada kmalu streznila, pa pojde. Babica je pogledala skozi duri, na peči je ležal človek na hrbtu, oblečen in obut, in je smrčal. Ne, čemu bi ga dramila, spal bo pač do noči in otrok Bog vedi, če bo živel, da bi mi vsaj dežnik držal, pa se napije in obleži. Babica se je napotila dalje, v klanec proti cerkvi. Niti za trenutek ni ponehal dež. Na klancu se je izgrebla voda ozke struge in umazani studenci so curljali v dolino, zbirali so se v jarke. Stopila je v cerkovnikovo hišo. Kje pa je mož? Njega, šel je z župniko obhajat. Na hrib sta šla, pa se pač ne povrneta do večera. O sitnosti, je zavzdihnila babica, kdo pa bo zdaj boter temu otroku? Ali je dekle?
je vprašala cerkovnica in je narahlo odgrnila prt. Fantje, botro bi že dobila, žensk je veliko na svetu. Sedla je in je položila otroka na mizo, da bi si odpočila roke. Pod prtom je tenko zacvililo. To je od tiste ženske, kaj pa ona? Oboje ni za nič, otrok ne bo dolgo in tudi njej bi lahko svetili, za Franceljna pravi, da naj ga krstimo. Cerkovnica je zmajala z glavo. Težko pojde, težko. Nezakonski je, pa ne verjamem, da bi ga krstili gospod za Franceljna. Babica se je začudila. Otrok je otrok, duša je duša, kaj pa more otrok za greh svoje matere? Bog ji odpusti. Je že tako. Nekaj kazni mora biti pač že na tem svetu. Kak star, ves grbljen obrazek ima, kakor da bi greh bil zapisan na njem. Odpira usta, glasu pa ni. Babica je bila nejevoljna in je zagrnila otroka. Kako da bi se mu greh poznal, ko še sveta ni videl, pa če bi se, izbriše ga sveti krst. Pojdite po gospoda, jaz grem naravnost v cerkev, morda srečam koga, da ga bo kumoval. Napotila se je proti cerkvi in se je ozirala po cesti z skrbnim, skoro zlovoljnim obrazom. Nič ti ne bo dobrega na svetu, ko si že ob krstu brez prijatelja, da bi te poklical Bog. Zgodilo pa se je tedaj, da je prišel po klancu dol mimo cerkve suh in dolg človek. Ves premočen je bil, od klobuka mu je curljalo in hlače so bile blatne do kolen. Oblečen je bil precej slabo, okoli vratu je imel zavezano veliko pisano ruto. Po obrazu ni bil ne star, ne mlad, tudi se ni moglo razločiti, če je bil gospod ali hlapec ali potepuh. Bog vedi, kaj je bil, od kod ga je bila privedla pot in kam se je bil namenil. Šel je sključen, gledal je v tla, roke je skrival v hlačnih žepih, kakor da bi ga zeblo. Zakaj bi ta človek ne bil boter otroku, je pomislila babica in ga je takoj nagovorila. Vi, čujte, ali bi ne stopili z mano v cerkev, da bi kumovali temu otroku? Neznanec se je ozrl in je postal. No, pa stopim, zakaj bi ne bil boter? Nasmehnil se je, Bog vedi, kakšne so bile njegove misli, in se je napotil z babico v cerkev. Dolgo pot ste že premirili, prijatelj, kam ste namenjeni? Mamka, da bi sam to vedel. Sitno je romati ob takem vremenu. Sitno, dež raztegne cesto, da ji ni kraja nikoli. Ampak mehko hodi človek. Očitno je bilo, da ni odgovarjal rad. Gledal je v tla, z obema rokama je držal klobuk, od obleke in od klobuka je curljalo in polagoma se je napravila luža pod njegovimi nogami. Čuden človek, je pomislila babica. Ob takem vremenu roma in ne ve kam. Če ste trudni, pa stopiva potem k kramarju in izprazniva čašico, ne bo vam škodovalo. No, pa stopiva, je odgovoril čemirno. V zakristiji so se oglasili trdi koraki. Oglasilo je tudi zlovoljno mrmranje.
Prikazal se je kaplan in z njim je prišel na mesto cerkovnika mlad fant z bosimi nogami in kuštravimi lasmi. Kaplan je bil ves rdeč v obraz in osorno so gledale oči, tudi ustnice so se gibale. Mrmrale so, kakor v velikem, komaj pritajenem srdu. Urno je premeril cerkev in neprijazno so odmevali od sten njegovi trdi, srditi koraki. Kakšna jeza, je pomislila babica in se je skoraj prestrašila. No, ali je to otrok tiste ženske? Je vprašal kaplan z neprijaznim glasom in mrk pogled je švignil izpod čela. Grešila je, pokorila se bo, kaj more otrok za njen greh, je odgovorila babica plaho. Bog ne bo tako gladko sodil, je zamrmral kaplan in je pogledal za trenutek v stran, kakor da se je nečesa domislil. Obraz mu je gorel zmerom bolj in žile na čelu so mu nabrekle. Prosila je, da bi prišli, da bi jo spovedali, je omenila babica. Kaplan pa je nenadoma vzkipel, roke so se mu tresle, obraz se mu je čudno spremenil. Kaj pa hoče od mene? Kaj sem ji dolžan, da me terja? Ali ni bil župnik tam? Ali je ni spovedal? Le povejte ji, da ne pridem. Tudi ne pozdravljam je. Recite ji, Bog s njo in pusti naj me pri miru. Umolknil je, ustnice pa so se mu tresle. Nato je spregovoril tišje in mirneje. Pokoril sem se, naj se pokori tudi ona. Ne poznam je te ženske, dopolnjena je stvar, zaprta je knjiga. Bog odpusti grehe vsem vernim kristjanom. Babica se je čudila in obšla jo je misel, ki je bila zelo čudna in skoraj pregrešna. Boter neznanec je gledal v tla in ni bil prav nič vznemirjen. Morda niti ni slišal kaplanovih besed, kaj šele, da bi se zmenil zanje. Kdo pa je ta človek, ki stoji tukaj in gleda v tla in ne zide besede? Je vprašal kaplan. Boter je gospod, boter temu otroku, je odgovarjala babica hitro. Srečala sem ga na cesti, ni bilo drugega človeka. Z nezaupnim pogledom je premeril kaplan neznanca od nog do glave. Bog vedi, kak potepuh, je zamrmral in se je okrenil, da bi opravil ceremonijo. Z nerodnimi rokami, zelo narahlo in plaho, je prejel neznanec otroka, ki je cvilil tenko, kakor pokvarjena piščal. Osorno ga je pogledal kaplan in ga je vprašal za ime. Neznanec se je sklonil in je odgovoril tako natihoma, da ni razumela niti babica. Kaplan pa je privzdignil obrvi in je zmajal z ramami. Nekrščansko ime, komaj psu bi dal tako ime, zaznamovan je človek za zmerom, kakor da bi imel na čelu pečat vžgan. Ob tistem hipu pa so se mu zasvetile oči, na ustnicah se mu je zaigral čuden smehljaj. Tako se zgodi in bodi kazen za greh. Boječe in jecljaje je izpregovorila babica. Obšla jo je bila čudna bojazen.
Mati je prosila, da bi ga krstili za Franceljna. Kaplan je široko odprl oči in ves je zardel od srda. Za Franceljna, da bi ga krstil, tako je rekla. Glejte, sino, sveti Frančišek, velik svetnik, odpusti to predrzno žalitev. Nikoli ne bo Francelj. Babici je bilo tesno pri srcu, tudi boter je pogledal začuden. Zakaj pa ne bi bil Francelj? Takoj se je okrenil kaplan k botru neznancu in ga je ošvrknil s srditim pogledom. Kaj pa se ti mešaš v to stvar, ti človek s ceste? Sami ima tako ime, da bi ga le očitnemu grešniku ne privoščil, pa bi krščeval druge ljudi. Kar tiho bodi, pa ne vtikaj svojega nosu v reči, ki te nič ne brigajo. Bog ve, kakšne grehe imaš na svojih plečih. Boter je bil preplašen, umolknil, kaplan pa se je zamislil. Babici je bilo hudo. Vedela je, da bi bilo ugovarjanje čisto brez koristi. Gospod, pa naj bo vsaj Matija. Tudi zdaj se je razsrdil kaplan in je zaklical na glas, tako da je odmevalo po cerkvi. Kaj? Matija? Že vsak bi bil današnji rad Matija, nikoli ne bo Matija. Otrok je v botrovem naročju narahlo zacvilil. Obrazek se je klavrno nakrenžil in je bil podoben nagubanemu prstenemu obrazu 70-letnega pritlikavca. Kaplan je bil nagnil glavo, napol je zatisnil oči in je premišljeval. Naposled so se mu zasvetila lica, ustnice so se nasmehnile široko in ozrl se je hladno na botra in babico. Ime mu bodi Polikarp. Babica je pogledala z velikimi topimi očmi, prebledela je, nato je vzdignila obedve roki k obrazu in je zajokala na glas. Prebledel je tudi boter. Roke, ki so držale otroka, so se mu tresle in spregovoril je s hripavim, trepetajočim glasom. Za božjo voljo, zakaj Polikarp? Milost, gospod! Spet ga je ošvrknil kaplan z srditim pogledom in boter je utihnil. Otrok se je zvil v povojih, kakor črv, zacvilil je zelo močno in se ni dal utolažiti, da si ga je boter zibal in tresel. Kuštravi fant, ki je bil prišel na mesto cerkovnika, se je zasmejal na glas. Kaplan se je okrenil k njemu, sklonil se je in ga je zlasal s krepko in srdito roko. Ko se je vračala babica iz cerkve, so ji tekle po licih debele solze. In tako je bila žalostna, da še dežnika ni odprla. O, ti ubogi otrok, za vse življenje nesrečen, zazlabovan, zavržen, da bi te Bog odrešil, boter ali bi čašico žganja. Neznanec je bil že vtaknil roke v hlačne žepe. Brado je skril v pisano ruto, zavezano okoli vratu. Pogledal je po strani z zlovoljnim pogledom in je zamrmral osorno.
Pustite me pri miru. Čemu ste me klicali? Sami popite svoje žganje, ne maram zanj. Še Bogom ni izrekel. Okrenil se je in je šel po svoji poti. Bog ve kam. Prvikrat so ga videli ljudje ob tisti uri in potem nikoli več. Tako se je napotila babica naravnost proti domu v naročju otroka, obsojenega ob rojstvu. Od sivega nizkega neba je lilo, še zmerom močnejši so bili curki in rumena gosta voda se je razlivala preko ceste. Prišla je mimo Jakove koče. Porastel, zaspan in zablodel obraz je gledal skozi okno. Žena je stala na pragu. Ali ste dobili botra? Je vprašala babico. Dobili, je odgovarjala babica z ihtečim glasom in spet so ji zalile solze oči. Dobili, potepuha, ki se je bil privegnil od Boga kot otroku v zlo, da mu sramoto. Ali ste ga krstili? Krstili, je zajokala babica. Kako pa mu je ime? Je vprašala ženska in se je čudila. Polikarp, Jezus Marija. Ženska je pobegnila v vežo in je zaloputnila duri. Zabuhli obraz ob oknu je zazijal topo in je izginil. Babica pa je nadaljevala svojo pot in je od bridkosti omahovala. Kako naj se prikažem? Kaj naj ji rečem? Ubogi stvarci, ki je še sama otrok. Ker je bilo srce polno strahu in žalosti, je bila pot krajša in blizu je že bila hiša, skrita na klancu. Plaho je stopila babica v vežo, plaho je odprla duri, ni pozdravila, ni se ozrla, odgrnila je otroka in ga je položila v zibko. Iz postelje se je vzdignil droben, bled obraz. Velike oči so se ozrle po sobi. Kaj ste že prišli? Ali ste ga krstili? Babici se je stisnilo srce, beseda ni hotela iz ust. Krstili. Velike oči so videle natanko, strah na obrazu babice. Trudoma se je vzdignila glava, razpleteni lasje so se vsuli po vzglavju. Kako mu je ime? Babica je sedla na stol poleg zibelke, skrila je obraz v predpasnik in je zajokala. Kako mu je ime? Je vprašala mati drugič. Trepetal je njen glas, smrtna bojazen je bila v njem. Polikarp! Vse je utihnilo v sobi. Mati je nagnila glavo, oči so se zelo razširile in so bile čisto blede. Slišala je mati ime in že je ob tistem hipu
izdihnila svojo dušo.